Dober dan, dobri ljudje, pozdravljeni. Že nekaj oddaj smo namenili temi Humane Vitae, okrožnici, ki je cerkveni nauk o urejanju rojstev, in ponovno se pogovarjamo z Tonetom Zloselom, tako se prav sklanja tvoj priimek, o tej temi, in želiva še, Tone, dodati nekatere stvari, ki so bile premalo pojasnjene, predvsem o perpleksnih primerih, o teh težjih moralnih primerih in druge stvari v zvezi z okrožnico. Ti si dejal, da bi še bilo potrebno nekaj povedati. Ja. Torej, ta problem uravnavanja rojstev je star problem, kot je star človeški rod, in vedno so bili tu problemi in spori in marsikaj se je dogajalo v zgodovini, ampak mi se bomo osredotočili na tam leta 60. in okrog Vatikanskega koncila, nekaj prej in potem, in bomo poskušali v okviru tedanjih sporov in razgovorov znotraj katoliške cerkve ta problem še nekoliko pojasniti. Torej, problem se je začel s tem, da se je leta 1960 bila patentirana kontracepcijska tabletka z 99% učinkom. Se pravi, tako velik učinek ima. Ja, do tedaj so bile kvečjemu 50 ali 60% učinkovita kontracepcija. Do tedaj se je lahko veliko otrok rodilo, ki jih se sicer ne bi. Sedaj pa ko je prišla ta tabletka, pa je to postalo velik luksus se s tem ukvarjati, in cerkev je bila prisiljena, da nekaj stori, da nekaj spregovori. Se pravi, govorili bomo o uravnavanju rojstev in bomo se predvsem naslonili na polemike, ki so bile znotraj katoliške cerkve okrog drugega Vatikanskega koncila. Se pravi, leta 1960 je bila patentirana tabletka s 99% kontracepcijskim učinkom, se pravi 99% je bilo, da ženska ne bo zanosila, če bo to tableto jemala, in potem seveda to je postalo veliki hobi, ta tabletka. In potem cerkev je bila prisiljena, da nekaj spregovori. In potem se je začel, ne vem, zakaj je drugi Vatikanski koncil, mi bomo gledali iz tega stališča. Zdaj, če te nekaj vprašam, se pravi, zakaj je ravno to na drugi Vatikanskem koncilu potem bilo to obravnavano? Mogoče zaradi tega, ker so bili vsi škofje tam, ali je pač to bila slučajno taka priložnost? Ja, slučajno. Rekli smo, da je bila 1960. Leta. Ja. In koncil se je začel 1962. Torej je skoraj istočasno. Sedaj mi bomo šli iz tega vidika, ne vem, zakaj se je drugi Vatikanski koncil sicer začel, ampak mislim, takrat je bilo to problem, da so večina škofov, teologov, laikov zahtevali ali pričakovali od papeža, da bo dovolil kontracepcijsko tableto. Oni so imeli izgovore, češ, da je kontracepcija samo splošno prepovedala, ne pa tudi v konkretnih primerih, ali da je kontracepcija kot manjše zlo se lahko uporablja, so govorili, ali da je pač morajo si zakonci izkazovati ljubezen tudi s kontracepcijo in da so v perpleksnem primeru. In takšne, potem so ustanovili papež dve komisiji, in ena je bila, večinsko stališče je bilo, da naj papež dovoli kontracepcijo, manjšinsko, da ne. To je nekaj bilo malo. A veš mogoče procentov, koliko je bilo, rekel, bolj proti, ali koliko je za? Ogromna večina je bila za kontracepcijo in mala manjšina je bila proti. In papež je rekel, da je moral tudi on sam se s stvarmi ukvarjati, se stvari poglobiti in dati neki odgovor. Oni so imeli samo posvetovalni
značaj te komisije. No, dobro, potem so šle komisije, te poročila komisije so prišle tudi v javnost po nekih skrivnih poteh, ker naj bi bilo tajno. In potem je bila velika, rekli, drama takrat stala okrog cerkve in navzven. Koliko so ljudje drugje to sledili, ne vem, ampak ni važno to za nas. Važno je to, kaj se je v cerkvi dogodilo. Papež je reagiral potem tako, da je koncilu prepovedal govoriti o seksualnih temah. To je bil papežev odziv. No, recimo francoski škofje so povedali, da na papeževo željo koncil o tej stvari ni razpravljal. Koncil je nekaj povedal o uravnavanju rojstev, o zakonski ljubezni in je tisto, kar govori recimo cerkev v sedanjem svetu, konstitucija, je res tisto, kaj tam govori. Tako je, mislim, da ne more se živeti pravega zakonskega življenja, če si zakonca ne živita zakonske čistosti, recimo pravi koncil. In potem je papež... Zakonska čistost pa je spolnost v skladu z Božjo voljo. Božjo voljo, s krščanskim naukom. Spolnost v skladu s krščanskim naukom. Se pravi, da spolnost, da ne smeta to, kar je potem šla enciklika Humane Vitae, potem govori konkretno, kaj je to zakonska čistost. Ne? Se pravi, po koncilu je čez 3 leta išla ta okrožnica, ko je papež, se pravi, papež si je to tematiko pridržal samemu sebi. Recimo, ta knjižica Božji načrt za najo, tako je išla Humane Vitae danes, to je leta, kdaj je bilo to, 14. mislim, da je išla, 1914, je šel po natis šele po toliko letih, čeprav je bila to zelo taka pravi, tema. Od leta 69 se rekel, je šla prvič. V slovenskem prevodu. V slovenskem prevodu se pravi, je to 40, 41, 46 let. Ja, to je katastrofalno. Po natis. In sramotno za cerkev, da se je to privoščila v Sloveniji in tudi drugod po svetu. V Hrvaščini so imeli skozi za dobiti v Hrvaščini. Jo dobiš tu v slovenščini, pa ne. V slovenščini šele sedaj in še to so zakrili. Ali se takoj izdaja cerkvene dokumente, narediš neki stranski naslov in potem na majhno nova izdaja okrožnice Humane Vitae, na čisto majhnem naslovček, podnaslov. Ali v tiste katalogu knjig, ki jih je izdala družina, tam je še manjše napisano. Čist na droben tisk, da je šla po natisku okrožnice Humane Vitae. Torej, kaj pa misliš ti, zakaj je recimo tako odsoten ta nauk o urejanju rojstev v poučevanju in pa v konkretnem življenju cerkve? Recimo, zakaj? Tukaj Štuhec piše v spremni besedi, pravi, ja, zanimivo, da je zelo malo duhovnikov, škofov in moralnih teologov podprlo papeža pri tem nauku. Lahko si mislimo, zakaj. Zakaj pa? Ja, ker misliš, ni imel papež podpore v svoji cerkveni hierarhiji. Katoliške hierarhiji ni bilo podpore. Ja, pa zakaj misliš? Zato, ker jih duhovniki in škofje niso to podpirali, ker so potem škofje izdali njihov moralni nauk. Imeli so svoje mišljenje o tem, ne? Svoje mišljenje. In se s papežem niso strinjali. Ki se s papežem niso strinjali, da. Tako. In zaradi tega je potem manj tega tudi v javnem življenju, poučevanju. Nič skoraj. Ne vem, zakaj je Vatikan molčal na to katastrofalno stanje, na ta razkol, nič govoril. Ampak ta nauk cerkvenega učiteljstva je seveda še vedno v veljavi. To je uradno in stališče cerkve, podprto s papežem za urejanje rojstev oziroma za spolnost v skladu z Božjo voljo. Tako. In s tem se pravi tudi zakonska čistost. Kaj je to zakonska čistost potem, ker je to pomembno? Kaj je zakonska čistost? Ker imamo čistost, duhovniki zaobljubijo čistost, se pravi redovniki, tisti celibatna čistost,
potem pa imamo zakonska čistost. Ja, to je najboljše, da gledamo iz samega Šesta vira. zapoved, ne nečistuj. Ne nečistuj. To je najboljše, da pogledamo iz samega vira. Zakaj? Recimo, Humane Vitae, ki je išel 68 leta, točka 12. Ta nauk, ki ga je cerkveno učiteljstvo pogosto razložilo, temelji na, se pravi, ta nauk o zakonski spolnosti, prav? Temelji na neločljivi zvezi dvojnega smisla zakonskega dejanja, se pravi smisla združitve in smisla roditve v zakonskem dejanju. Se pravi, pri vsakem spolnem odnosu morata biti prisotna vidik združitve in vidik roditve ali rojevanja. In to sta prisotna tedaj, ko zakonci, se pravi, ali imajo direktno spolni odnos, da bi imeli otroka, ali pri tem uporabljajo naravne metode, se pravi, ne posegajo direktno v same zakonitosti spočetja Narave. in rojevanja in narave. Se pravi, pri teh, ko se reče, naravnih metodah zakonci, se pravi, da imajo spolne odnose pri neplodni, kadar je žena neplodna. Se pravi, to ciklus plodni in neplodni dnevi, ali naravna uravnavanje rojstev, ali dojenje, se pravi, takrat, ko če žena doji redno svojega otroka, jajčeca ne dozorijo in je neplodna. Se pravi, v tem primeru ni odstranjen ta vidik roditve, smisel roditve. In takrat ni odstranjen, ko imata mož in žena še namen imeti otroke. Tudi takrat se pravi, tudi ta vidik mora biti prisoten, se pravi, v samem dejanju in v namenu, ki ga imajo. Seveda, danes je pač tako, da je v svetu in v poučevanju in v praksi je spolnost popolnoma ločena od, bi rekel, spočetja in od rojevanja. Ne? Ja. Tako tudi učijo, bi rekel, država, šola, na nek način, oziroma filmi nas učijo tako, ne. In je Za nas je tu važno, kaj uči seveda cerkev. ni to v skladu z Božjo voljo, oziroma vse, kar nekako ni popolnoma podprto v Božjem nauku, nas tudi vodi potem v nesrečo, v trpljenje, in v neko slepo ulico, pravzaprav na nek način v neki predpekel, če lahko rečemo kaj tega. Se pravi, temelji na neločljivi zvezi dvojnega smisla zakonskega dejanja, smisla združitve in smisla roditve. Ne. Ta dva smisla ne smeta biti ločena. In ločena ste tedaj, če se uporabi kakršnakoli kontracepcija, ki to preprečuje. In to ali drugič ali kondomi in ali onanizem, torej takrat, ko se prekine zakonsko dejanje pred semeniranjem, tako se izreče. Se pravi, takrat je to je potem greh, če sta ločena po tej okrožnici. In potem, se pravi, morata in če nima ta starša več imeti namena otrok, potem je tudi ta naravna metoda, ukolikor bi bila 100% grešna, ker tukaj ravno tako nima znotraj tega zakonskega torej namen bi rekel bil ravno to preprečitev. Ne? Ja. Namen ne več imeti otrok, se pravi tisto, jih dejansko preprečujeta. Tako. Se pravi, rojevan, mislim, ta smisla, združevanje smislov, združitve in roditve, pomeni, da mi hočemo odložiti spočetje, mi hočemo imeti otroka, ampak ne sedaj, ampak ga preložimo na poznejši čas. To je temelj, ne prav? Se razumemo? Ja. Torej, gre torej za čistost v zakonu, to pomeni spolno skladu z Božjo voljo. To pomeni zakonska čistost, kar smo prej govorili. Ja, torej, kakšen je potem
kakšna je potem naloga kristjanov, ko se srečujemo v bistvu z svetom, z nekristjani, z naloga pravzaprav duhovnikov in škofov, glede na ta veliki razkorak, ki je pač v življenju danes, današnjega časa. Ja. Kakšna je naša naloga? Oznanjati Boga? Oznanjati krščanski nauk, ampak naprej je naloga teh, ki so na vrhu, se pravi papeža in škofov in teologov. Zakaj je Vatikan toliko časa mencal in nič ni pravega odgovora dal, tako da se je ta megla širila v cerkvi, ki so jo takrat širili škofje 69. leta 1969, ko so velika večina škofovskih konferenc podala izjave glede papeževe okrožnice Humane Vitae, kjer je govorila, da je edino vest tista, ki odloča o tem, kaj je dobro in kaj je zlo. In sedaj, če nekaterim zakoncem vest pravi, da je uporabljajo kontracepcija, jo smejo uporabljati. In če jim pravi, da naj je ne uporabljajo. Torej, merodajen pa je vsekakor nauk cerkve in papeža. In če se spomnimo te stare trditve v cerkvi, ne, da kjer je Peter, tam je prava vera. Ne, kjer je Peter, tam je prava vera. Tako je bilo včasih pač teološko razlagano, zakaj je prava vera pri Petru. Ne. Torej, in zdaj se je tu v tem primeru je papež dejansko ravnal z manjšino in je ustoličil ta nauk. Ne. Ja, še vedno čakamo, da bo ta Peter spregovoril nedvoumno in da bo obsodil tisti nauk, ki ni pravi, ne glede na to, kdo ga je izrekel. Se pravi, krščanski nauk velja in na splošno in vsakem posameznem primeru. Recimo, imamo Sijaj resnice, je išla šele 1994, torej je bilo 1994, to je 25 let potem, ko so bili ti problemi, šele takrat je nekaj več povedal ta papež glede problema. Janez Pavel II. Ja, glede problema krščanskega nauka, ali je ta merodajen vedno in povsod, ali je samo na splošno. Ali je tudi v posameznem primeru merodajen. Spravi, če ni merodajen v posameznem primeru, lahko pač zakonci v konkretni situaciji uporabljajo kontracepcijo. Recimo je rekel Strehovec, ja, na splošno je kontracepcija prepovedana, ampak v konkretni situaciji pa zakonci lahko uporabljajo kontracepcijo. Ja, s tem ni pravzaprav nič povedal. Recimo pravi tu. Kaj pa pravi potem glede na to samo, da bomo prebrali? Sijaj resnice okrožnice v zvezi s tem vprašanjem? Če dovoliš, da kar sam preberem, kaj pravi. Ja, prosim. Ja. Mehanizmi človeku lastnih vedenjskih vzorcev, kakor tudi tako imenovana naravna nagnjenja, določajo kvečjemu, kakor pravijo nekateri, ni povedal kdo, ni povedal, da so to skoraj vsi škofje, ki so takrat nasprotovali, kakor pravijo, samo splošno usmeritev pravilnega ravnanja. Ne morejo pa določati o naravnem vrednotenju posameznih z obzirom na vsakokraten položaj tako kompleksnih človekovih dejanj. Ja, tu pravi, da tiste druge citira. Pol pa pravi, takšna teorija o naravnosti ni v skladu z resnico o človeku in o njegovi svobodi. Ta teorija je v protislovju z naukom cerkve o enosti človeka, čigar umna duša je sama po sebi in po svojem bistvu forma telesa. Ja, to je točka. Torej, da velja splošno za vse primere in za... Ja, velja v splošnem primeru in v posamečnem primeru. Velja za vse primere in na splošno velja. Na splošno in v posameznih primerah ali posameznih kazusih velja. Nauk, se pravi, ampak to bi moral škofom povedati in obsoditi tiste, ki se s tem ne strinjajo, pa so kljub temu katoliški škofe in katoliški moralni teologi.
in katoliški predsedniki škofovskih konferenc. To bi moral njim povedati, ne, da nekdo to pravi. Ampak je pa izjavil, da je to res. Ampak šele po 25 letih, ko so oni že vse to pozabili. Ko ni bilo več aktualno to v cerkvi in pri katoliških moralnih teologih. Recimo, tukaj imamo pri nas, je bil profesor dr. Štefan Steiner, on je ta nauk z vso svojo vnemo zagovarjal. Torej, da kontracepcija velja samo na splošno in da ni to nezmotljiv nauk, zato lahko zakonci ni nujno, da se ga mora ravno držati. Imamo enega profesorja teologije, ki uči pač na eni teološki fakulteti, če se bolj tako smešno malo izrazim, in je trdil, da Marija ni spočela torej od Svetega Duha. In za mene to zanima, kako je to možno, vemo, da je dostikrat v cerkvi takšen razkorak med teologijo in pa uradnim cerkvenim naukom ali pa celo dogmami. Kako si ti to predstavljaš? Mislim, ne vem, ali je, kako to lahko nekdo recimo na katoliški univerzi potem tudi uči te stvari. To mi ni najbolj jasno. Zdaj, tudi ta razkorak, ki smo ga zdaj tukaj imela, med očitnim učenjem cerkvenega učiteljstva v tem primeru in papeža, ki je zastopal tako stališče tega, in potem teologi, ki pa se pravi celo škofovske konference in posamezne teologi na teoloških fakultetah učijo drugače. Torej, kako je to možno? Ali je to v redu, ali mogoče je to samo njihovo mnenje, ali pa nekaj trdijo? Torej, kako je to lahko do tega pride? Kaj ti misliš? Jaz ne vem. To bi moral vprašati Sveti sedež, papeža, glavno vrhovno cerkveno učiteljstvo, kako to, da to dopusti. Oni so tisti, ki določajo, kaj je prav, pa kaj ne prav, in so za to pristojni in bi morali oni reči, zakaj to dopuščajo. Ampak imaš... To pa dejstvo pa je, da te stvari so prisotne, ne? Da se drugače uči, kot je pač nauk. Ne? Recimo, spomnim se enega našega profesorja, ki je učil, da, če smo pač pri Svetem duhu, da ta Sveti duh ni tisti duh, kot je torej Marija spočela od Svetega duha, kakorkoli. Zdaj ne bomo šla v te globje to debato, ampak da to ni isti da ni to Sveti duh. To pa en drugi profesor učil, ne? Biblični, v bistvu pokojni. Je imel v svoji skripti to napisano. Torej, zdaj ne vem, kako to je to možno, da take osnovni nauk cerkveni, ki je, da se lahko tako različno poučuje, ne? Ali pa celo zastopa neka stališča. Ne? Jaz tukaj nič ne morem. Vem pa, hotel sem videti tvoje mišljenje. Zdaj, gre za to, da se v bistvu tudi dostikrat ne uči katoliški nauk na teoloških fakultetah. Tudi druge cerkve priznavajo, da je Marija spočela od Svetega duha in brez sodelovanja moža. Večinoma z teh protestantskih cerkva, s katerimi sem bil jaz v stiku, to priznavajo, ni bil to problem. Ja, vem, to ja. Torej, gre za to vprašanje, da ni te discipline v cerkvi, torej prav pa bi bilo, da bi bila, ne? Ja. In tukaj je bilo mnogo hujša stvar, pa je Sveti sedež ni nič reagiral, ali je reagiral šele čez 25 let, ne vem kako to. Ampak recimo sem bral Karlo Nola, znani jugoslovanski moralni teolog, je rekel, da se je Sveti sedež zelo bal, da bo prišla očitna schizma v cerkev. Zaradi tega vprašanja? Ja. In zato je potem molčal, da bo škofje že... Ker so bili nekateri škofje močnejši, močni, nemški. Velika večina. Velika večina škofov so imeli moč. Iz celega sveta. In so se bali, da bi prav prišlo do razkola. Ja. Zaradi tega. Meni je žal, da ni prišlo do razkola. Tukaj vsakršen razkol bi bil boljši, kot to sejanje megle. Ker to sejanje megle je imelo tudi poštasne posledice za razvoj človeštva v teh zadnjih 50 letih. 55 letih. Evo, tudi to, recimo, ker smo pred referendumom, recimo, če bo zmagal za,
bo zopet se cerkev znašla pred neposrednim izzivom, ko bo morala začeti učiti krščanski nauk. Mnogo škofov do sedaj je v teh 50 letih, 60 letih učilo, da cerkev krščanski nauk velja samo za neposredne krščansko razodetje, torej Jezusa, njegovo življenje, zakramente, dogme krščanstve, ne pa tudi za naravni in moralni zakon, moralni. Čež da to govori samo vest in naš razum, da to je splošno, da cerkev tukaj nima kaj iskati. In zato je papež odgovoril, ampak jaz sem ga slišal na neki posvetni televiziji, Pop TV, ko je rekel, da so tudi naravne zakonitosti, moralni nauk tudi predmet cerkvenega učiteljstva. Ampak tega družina ni zapisala, recimo, nikjer. V nobenem verskem tisku se ni tega papeževa odziva na to tezo slišal. Moralni, naravni nauk, vse tisto, kar je od narave, kar ni stvar razodetega nauka. Kar ni neposredno razodeto. No. Se pravi, tisto, kar je splošno človeško. Cerkev priznava neki naravni, moralni nauk, rekel moralno zahtevo, ki je v vsakem, recimo, koliko je tako zdraven človeku. Zapisano v naši vesti, v našem razumu, ki ga spoznavamo z razumom. In je to tudi predmet obravnave cerkvenega nauka in tudi predmet, kjer se, bi rekel, cerkev v javnost na nek način umešava, če lahko tako rečemo, oziroma se oglasi takrat, kadar je, samo kar se tiče teh moralnih vprašanj, ne pa tudi, bi rekel, sami politični vprašanj, ker je cerkev iz političnih vprašanj izvzeta. In ravno ta vprašanja, ki se pa so sedaj v zvezi z homoseksualnostjo, pa so tudi na nek način naravna vprašanja, prav iz narave tudi izvira, ampak tudi moralna vprašanja, naravna. Zato se na nek način tudi oglaša za obran družine. Ja, cerkev ima tudi svojo javnost, torej cerkvene ljudi, kristjane, ki jih je toliko in toliko tisoč, milijonov ali ne vem koliko jih je. Treba za njih skrbeti. Po celem svetu se morajo zaradi njih oglašati. Povedati, kaj prav. Tudi to, ja. Da ne bodo htavali v megli. In pa ta naravni moralni zakon je tudi zaobjet v 10 božjih zapovedih, v dekalogu. Torej je tudi to biblični nauk. Zdaj pa mi dva, če pogledamo, torej samo se malo tega dotaknemo, eno je razodeti nauk, cerkveni nauk, cerkveni pogled na svet, katerega pač poskušamo razumeti in se ga držimo, ampak zdaj, če tega več ni, ker tega več v ostalem svetu ni, vera že zelo propada, oziroma ni več vernih ljudi, vsaj ki bi tako resnično poznali tudi kot cerkveni nauk, ker to vemo župniki, kako je situacija. In kakšen nauk pa potem imamo, če se ne ravnamo po cerkvenem, po božjem nauku na nek način, kdo pa potem vodi svet? Kdo vodi potem odločanje ljudi in vrednotenje? Odkot prihajajo te vrednote potem? Kako si ti to razlagaš? Ne vem, da duhovniki, ko slišim pri pridigah, skoraj nič ne govorijo o moralnem nauku, o moralnih navadah ljudi, kako naj se ljudje obnašajo. V smislu teh zapovedi ne slišiš. Je vse odstopanj od krščanskega nauka, ampak pri duhovnikih na to ni odziva. Pač so pod vplivom teh škofov, ki so bili vsi proti papežu. Oni so rekli, naj bo glavna voditeljica merilo za naravno obnašanje vest. In zdaj ne smemo vesti motiti, sedaj, ker potem vest je... Torej, po eni strani je to res, po drugi strani pa ni res. Kaj? Da je vest tisto, ker tudi cerkveni nauk, če je, se ga moraš nekako ga razumeti, se mu približati, poskušati ga razumeti in tudi povesti, tudi potem tudi izpolnjevati, če imaš vero. To so zelo težka vprašanja, torej vest nikoli ni izvzeta, tudi takrat, če izpolnjuješ če izpolnjuješ kot vernik, cerkveni nauk. Ja, vernik... Ampak on drugi pa nima več vere.
Se pravi, oni potem pa samo pod istem, kar se jim zdi prav. Ali kaj? Imajo pa zopet tiste, ki nimajo vere, imajo vest. Vest jih spodbuja, da ravnajo to, kar je prav. Oni v svojem razumu, v svojem nagonih, v svoji vesti vejo, kaj je prav. Vsak človek ve, kaj je prav. In zdaj, če človek ubije vest, ni opravičen, ampak je to še večji grešnik. Spravi, človek mora se ravnati po svoji vesti in mi verjamemo, da je krščanski nauk in vest se ujemata. Da kdor ravna po krščanskem nauku, ravna tudi po vesti. Se pravi, je treba svojo vest oblikovati po merilih krščanskega nauka. To bila za kristjane. Ni vest mirodajna zoper krščanski nauk. Ja, torej tisti, ki pa so teologi, situacijski teologi, seveda se potem v svetu, ki so v svetu, se s tem ne strinjajo. Jaz sem imel recimo predavanje v okviru oficirske šole oziroma tam podoficirske in so potem rekli, da morale pravzaprav ni, ne? Da je vse samo stvar dogovora, tako kot imamo zdaj recimo v teoriji spola, da je tudi sam spol je stvar dogovora, vzgoje in tako naprej. In kakor se dogovorimo, tako pač je. Tako so predavali, se pravi, oficirjem, bodočem, kaj je v zvezi z moralo. Ne? Tako da zdaj eni pa te stvari zagovarjajo. In potem je ta zmeda v dušah ljudi, če se resno ne zavzamejo, če nimajo vere, če ne poslušajo najbolj globi glas vesti in tako naprej, je potem lahko zelo, zelo velika. Ne? V svetu torej ni cerkve, ni nekega takšnega, so različni pristopi k moralnim vprašanjem. In to je potem težko. Ja, kljub temu ima vsak svojo vest in vsak ve, kaj je resnica. In vsak je povabljen na to, k temu, da se vpraša, kaj je pa zdaj prav in kaj ni prav, kaj je resnica in kaj ni resnica. Zdaj, človek si lahko išče odgovor na to vprašanje, lahko ga ne išče. Ampak če ga ne išče, je kriv. Če ga pa išče, kdor išče, bo sigurno prišel. K resnici. Ja. Možno je, da so v določenih primerih, v situacijah, da pride človek kljub velikemu premisleku, da je hotel iskati resnico, da je poskusil najti in da pride v nasprotje s krščanskim naukom, ampak jaz vseeno mislim, da je to določeno kratkotrajno obdobje. Ker kdor išče resnico, bo prišel do nje in bo videl, da je to v skladu s krščanskim naukom. Govorimo o zakonskih zadevah, o spolnosti in to predvsem. Ja. Torej, to je bil nauk cerkve, kar se tiče spolnosti, in verjamem, da če se ga bo svet držal, oziroma verni državi cerkev držala, da bo to dobro za vse ljudi, za naše potomce in tudi za vse. Najprej, tukaj smo bili predvsem poudarek na katoliški hierarhiji, koliko se bo ona prizadevala za resnico in da jo sama sprejme in da jo posreduje ljudem. Seveda, to je vsekako. To je bil naš prvotni problem. Potem pride 13. točka, ki pravi: dejanje medsebojne ljubezni, ki bi izključilo možnost posredovanja življenja, to je stvarnik po posebnih zakonih pridružil temu dejanju, nasprotuje tako Božjemu načrtu, po čigar pravilih je bil zakon ustanovljen, kakor volji početnika življenja. Torej uporablja ta Božji dar tako, da mu odvzema, če tudi delno njegov pomen in namen, nasprotuje tako moški kakor ženski naravi in njunim najbolj intimnim odnosom. Nasprotuje pa tudi Božjemu načrtu in Božji volji. Kdor pa uporablja dar zakonske ljubezni v spoštovanju zakonov rodnosti, priznava, da ljudje nismo gospodarji virov človeškega življenja, temveč le izvrševalci stvarnikovih načrtov. Torej, to hoče povedati, da mi nismo absolutni lastniki svojega telesa in da se s spolnostjo ne smemo ravnati, kako se nam zazdi. Spravi, mi smo dolžni oziroma zakonci, ker krščanski nauk predvideva, da
samo mož in žena posredujeta nova življenja. Ona dva sta torej, morata delovati v skladu s temi božjimi zakoni, ki jih je Bog tu postavil. Ne? In nista ona dva lastnika, da bi se ona dva odločala o življenju in smrti. Recimo, ko sem bral o Valtortu, ko smo že imeli Valtorto prej, Jezus večkrat, ko se sooča s kakšnim zločinom tam v tisti knjigi, ali umorom, ali čem podobnim, reče, ve žene ste velikokrat nekaznovane morilke svojih otrok. Jasno pove. Pa takrat so bile po tisti knjigi velike številne družine, so imeli po 10, 12, 15 otrok. To so bili čisto normalni zakoni. Pa in je vseeno tako rekel, sem si mislil, kaj bi mogel danes reči. Ne. Zdaj bi še to, recimo, zakaj ni bila okrožnica Humane Vitae kot razglašena kot nezmotljiva. Ne. Ja, jaz bi rekel, da predvsem zato, ker je manjkal biblični vidik. Ne. Spravi, a v Svetem pismu, kje piše, da je kontracepcija prepovedana. In recimo Steiner in mnogi moralni teologi papežu odrekajo pravico sklicevati se na Sveto pismo. In jaz, pravi, tej okrožnici bi moral biti dodan biblični vidik, jer v Svetem pismu gotovo piše. Ne, jaz sem to gledal, recimo, če primerjamo Biblijo in drugimi krščanskimi dogmami, resnicami, ugotovimo, da za vsako dogmo, ki jo imamo v Svetem pismu, komaj kaj piše. In zato ni čudo, da so se že v zgodovini mnogi pohujšali, ja, ta nauk pa ni v skladu z Biblijo. Ja, pa kažeš, tu piše tu pa tu. A samo tu piše. Ja, to ni dovolj. So rekli, ali se ne sklada s kontekstom, ali je premalo in so to zavračali. Naprimer, profesor Mlinar je napisal... Mlinar, bivši profesor moralne teologije na Teološki fakulteti v Ljubljani, ki je pozneje izstopil, je napisal knjigo Moralna teologija, zakon in družina. In tam on na široko piše, kako tisti teksti, ki jih po njegovem tako imenovani natalisti, jih on imenuje, se na nje sklicujejo, nimajo sobesedila, nimajo konteksta, pravi. Zato njega je to pohujšalo. In potem je rekel, in tudi recimo sedanji Štuhec, na primer, tudi pravi, da se papež tu ne more sklicevati na Sveto pismo. Dobro, zdaj potem ta nauk, v bistvu okrožnice, je v kakšni lestvici verovanja, nujnosti verovanja. Vemo, najvišja lestvica verovanja je dogma. Če dovoliš, zdaj bi jaz tukaj povedal, bom naštel nekaj tekstov, kje v Svetem pismu piše, da je kontracepcija prepovedana, oziroma da ima papež prav, ko obsoja kontracepcijo. Da je to tudi biblični nauk. Piše recimo prva Mojzesova knjiga 1.8, ki pravi, naj se zakonca pravi že Adamu in Evi, rodita se in množita se in napolnita zemljo. To je ukaz, ki velja za vse zakonce, ne samo za njiju dva. Potem pravi Noe tu, dvakrat jim pove, rodite se in množite se in napolnite zemljo. In še naprej, vi se pa množite in napolnite zemljo. 9.1.7, prva Mojzesova. Potem pravi 38, 99, ravno tako. To, kar Stikonubi citira okrožnico. Naj se množijo, sicer tu nimam teksta napisanega, ampak govori Mojzesu, da imajo otrok, da imajo potomce. Potem pravi recimo Izaija 45.10, gorje tistemu, ki reče očetu, kaj še potrebuješ otrok, ali materi, ali boš še mati, gorje tistemu. Izaija to pravi. 45.10. Potem pravi Malahija 2.15, kaj je iskal Bog, ko je ustvaril moža in ženo. Iskal je
potomstvo od Boha, ali stari prevod piše, iskal je semena Božjega. Ampak, in potem recimo Tobija 8:7 pravi, ti veš, prej ko se mladi Tobija in Sara združita, ne, ko sta imela poroko, poznaš to knjigo? Sta molila in pravi, Bogu, ti veš, da jaz ne jemljem ženo samo iz pohote, ampak iz same ljubezni do potomcev, po katerem naj se stavi tvoje ime na veko veka. In se pravi, tu je prednost Vatikanskega koncila, da hoče, da se vsaka dogma se mora utemeljiti s Svetim pismom. Ampak, ko pa hočemo to storiti, se pokaže, da so za mnoge dogme, ki jih imamo, ki so nam jasne, da imamo minimalno svetopisemsko osnovo. Se pravi, da je malo piše. Recimo za nekatere, jaz sem jih vedel iz protestantskih teologij, ko sem se z njimi srečal, nekaj iz Valtorte, recimo, kako Valtorta utemeljuje, da je Jezus rojen iz device. Pravi, citira Ezekijela o tistih vratih, uporabi vzhodnih vrat, če se spomniš. Ja. Pravi, ta vrata naj ostanejo zavedno zaprta, ker je Bog sam stopil skoznje. Tukaj oni utemeljujejo, da je Jezus rojen iz device. Se pravi, da je ona ni imela več otrok po Jezusovem rojstvu. To utemeljuje s tem. Ne. Ampak oni bodo nekateri, ki tega ne sprejema, bodo rekli, ja, to je preveč splošno, to je premalo povedano. Ampak je pa res, kar oni tudi sami pravijo, da moraš vsako besedo izhajati iz vsake besede, ko bereš Sveto pismo. To je pa ravno njihov nauk. Se pravi, Sveto pismo je vir cerkvenega nauka in tudi moralne teologije. Ampak, če hočemo mi dogme utemeljevati Svetim pismom, moramo iskati iz vsake besede, če ne bomo našli v njih osnove. Recimo, in zato se nekateri pohujšajo. Recimo, ko so se Saduceji pohujšali tam v Jezusovem evangeliju, da niso priznavali ne angelov, ne duhov. Kaj so oni rekli? Oni so rekli, da ni v Svetem pismu tega ne piše, ali pa je premalo popisano. Ne. Zato so oni tega niso sprejeli, recimo. Ampak Jezus je potem drugače povedal. Ampak zopet je minimalno. Reče, ali vam ni napisano, jaz sem Bog Abrahamov, Bog Izakov in Bog Jakobov. Ne, potem pravi, ni Bog mrtvih, ampak živih. Ampak Jezus, recimo pri Valtorti, še bolj natančno povem. Jaz sem, če njih ne bi bilo več, bi morali napisati, jaz sem bil, ampak ne piše, jaz sem bil Bog Izakov, Bog Abrahamov, Bog Jakobov. Ampak jaz sem, in če sem njihov Bog, torej da so oni tudi še živijo. Torej tudi oni so. Humane Vitae torej ima v Svetem pismu svoj izvor. Imamo zelo veliko osnovo, smo našteli koliko tekstov. Pa še verjetno več. Ja, ti so glavne. In je potem, ni pa to dogma. Ne, se pravi, ni dogma. Ja, je rekel papež Benedikt XVI, da je to vedno bolj je pomembno in da vedno bolj prihaja v smeri dogme. Jaz mislim, da bo kmalu to postala tudi dogma. Mogoče s tem končamo. In še enkrat, Tone, hvala lepa ti za tvoje študije te tematike. Torej, dragi gledalci, hvala vam. To je bilo na našo temo okrožnice Humane Vitae. Lepo pozdravljeni. Blagoslov naj bo z vami.